let nazaj. Prav ženski večer imamo in pa cel ženski mesec, tako da pozdravljena Tinkara. Zdravo. Sem vesela, da imam res takšne power women v naših oddajah in pa vedno znova presenečate, tako da res dobrodošla za takšno pozitivno energijo. Hvala za povabilo spet. Dyson SP video spot, ki smo si ga ravnokar ogledali in pa s tem ste se nekaj časa nazaj tudi predstavili. Še vedno je aktualen, mislim, da v teh okoliščinah bolj kot po navadi in pa vesela sem, da skupaj ustvarjate. Imate še kaj novega v planu ustvariti z vašo skupinico? Ja, Dyson SP je v bistvu nastal že decembra 2019, pa smo ga potem izdali junija lani in kot bi vedeli, da bo ta korona prišla in res paše to besedilo na to stanje v državi, ki zdaj traja že več kot 1 leto. Drugače smo pa prav za 8. marec izdali z Rebeko Dremelj komad Ženska, ki je v bistvu posvetilo vsem nam, mamam, ženam, vsem damam, ki smo sfurale to leto sedaj, ko smo upravljale res nešteto poklicev in res smo prave carice, a ne? Res smo. Sekundico. Res smo prave carice in pa komaj čakam, da si skupaj pogledamo ta video spot, malce več bova tudi kasneje spregovorili. Do takrat mi pa povej, kaj ste počele punce? Rekla si, sedaj smo bile mame, učiteljice, vse v enem. Kako je bilo to leto, ki je bilo zelo, zelo posebno? Ampak res je bilo, verjetno 2 leti nazaj nihče od nas ne bi pričakoval, v kakšno stanje bomo kar dobesedno porinjeni, ne, da bojo naši otroci kar naenkrat cel dan doma, kar jaz imam srečo, da sem samostojna podjetnica, da sem lahko nekako si zorganizirala ta moj urnik, da sem bila res v dopoldanskem času res prisotna, da sem veliko lahko delala z mojo hčerko, ki je v 2. razredu, potem najmlajša je še vrtec, ta velika je pa 1. letnik oziroma lani še potem je bila 9. razred in je res na srečo že zelo samostojna, ampak je to tudi za njih velika sprememba, tako da ja, smo sfurali, ampak ene, ko so pa res v rednih službah, veliko teh videokonferenc, pa zraven še skuhati, pa vse ostalo je res kar velik izziv, no, tako da bravo mamice in ati, ati so veliko bili v to delo, ja. Ja, jaz tudi rečem vsem, tako ženskam kot moškim, res kapo dol, no, ker mislim, da je bilo to neka preizkušnja za vsakega izmed nas, posebej pa tudi za otroke, ne, moramo tudi poudariti, da jim ni bilo lahko. Si pa rekla, tako. In vse ostalo, no, tako da res držim, da bi čim prej šlo to obdobje mimo in da zaživimo nazaj tako, kot smo prej, čeprav vsi nas strašijo z neko nova normala in vse, ampak jaz vseeno verjamem, da bo še normalno nazaj, no, da se bojo začeli kaki nastopi, druženja in vse ostalo, ker ljudje smo socialna bitja in rabimo družbo, ne moramo biti skozi sami. Res je tako in pa vesela sem, da ste tako pozitivno vse obarvane in pa nekako nas to gor drži in pa seveda tudi novi komadi, ki vedno znova prihajajo. Tako da tudi to je nekaj posebnega, ki nas lahko spremlja in pa ta kreativa se ne more ustaviti, ne, niti ne s korono. Ja, tega nam pa nihče ne more vzeti. Si pa zelo kreativna tudi na drugem področju, kajti bliža se velika noč in pa morda, če še kdo ne ve, lahko in pa nima ideje za kakšno darilco, lahko povem, da ima Tinkara eno super knjigo, ki bo marsikomu prav prišla. Hvala lepa, ja, to je pa res, to sem pa izdala 2 leti nazaj, otroško knjigico Fortuna planet iger, ki v bistvu govori o igrah iz moje mladosti, v bistvu gre se o punčki Fortuni, jaz sem jo poimenovala kar Fortuna, no, po mojem priimku in v bistvu njej je dolgčas, ne ve, kaj bi počela in potem ji mamica v bistvu opisuje vse igre, ki jih je ona igrala v mladosti, od Gumitvista, Ristanca, Frnikol in vsega ostalega. Tako da zdaj sem v ponudbo dodala še angleško verzijo, pa tudi zraven knjigice lahko se nabavi in Gumitvist in krede in ta stringsa, veš, ko smo z rokami igrali te vrvice. Tako da nekako dodajam v ponudbo za otroke, no, to mi je res blizu, no, rada ustvarjam za otroke in mogoče lahko že sedaj najavim, da aprila, maja pride pa moja nova knjigica že ven, tako da se zelo veselim, je že pri ilustratorki. Super, tudi mi se veselimo in pa seveda vse pozivam, da tisti, ki pa še nima prve izdaje, mislim, da je zdaj pravi čas, da malo pokukate
in pa si jo naročite pri Tinkari, mislim, da bo vsak otrok vesel, da se lahko malo poigra z igrami, ki smo se mi včasih igrali, ne. Hvala. Tako, darilo imamo za veliko noč, mesec smo začeli prav žensko, sedaj pa mislim, da je čas, da tudi kaj povemo o tvoji mačji izkušnji. Mačji? Mačji, jaz sem zadnjič malo pokukala na televizijskih postajah. Ja! In dogaja različnih projektov, sem zdaj razmišljala, ker zdaj smo mi tudi kužka dobili doma, ne, zdaj sem razmišljala, namešala, da imamo zdaj mačko, ne psa, ja, mačja izkušnja, ja. Zvezde pod masko, misliš, ne? Kako je bilo to, ne? Pod masko mora biti po moje neverjetno težko performati, v bistvu na odru in pa peti. Ja, res, mi smo to snemali že januarja, zato sem zdaj malo mi je že šlo z glave, ampak ja, je res zanimiva izkušnja, super ekipa, bila sem res v družbi samih zanimivih oseb, polno smeha, drugače pa ja, kar se tiče maske, jaz sem imela, mislim, vsaka maska je malo različna, ampak moja maska je sicer, ni mi bilo tako vroče pod njo, ker je v bistvu izgledala kot neka čelada motoristična, recimo temu, ampak videla sem pa samo takole, a veš, sam naravnost pred sebe vidiš, ne vidiš ne dol, ne gor, ne levo, ne desno, tako da v bistvu imaš v obeh ušesih mikrofonček, mislim, zvočnik, in ti v bistvu koreografinja v angleškem jeziku samo govori go left, go right, go front, go back, tako da malo veš, kaj se dogaja, kam moraš stopiti, pa dobro, komad slišiš, da pa po ritmu muvaš. Je pa res taka zelo zanimiva izkušnja, tudi pol, ko greš po odru nazaj, te v bistvu Klement, ko ti pomaga iti rikvert, da ne padeš. Da ni večjih poškodb na odru. Res zelo zanimiva izkušnja, no, tako da bi še enkrat ponovila, pa tudi zdaj, ko smo oddajo gledala, sem zelo zadovoljna tudi s komentarji, veliko znancev mi tudi piše, kaj si dobro zapela, pa tudi tako da super izkušnja in mi ni žal, da sem odločila sprejeti povabilo. Res je aktivna na vseh odrih. Komaj pa čakam naslednje leto, vi imate zdaj nekako naslednje leto 20 let, kar je bil Bebop pri Popstars, a je tako? Ja, 2022 bo 20 let od avdicije Popstars, tako da ja, že malo tudi mi pogledujemo v naslednje leto, razmišljamo, kako bi to nekako obeležile, ampak to je res še vse v povojih, no, ker ne vemo, kaj se bo dogajalo zdaj s temi ukrepi. Ampak ja, imamo v mislih, da je naslednje leto 20 let. Tudi mi ne bomo pozabili in pa verjamem, da bo marsikdo spremljal vaše profile, Bebop Ladies imate, ne, kjer nas z novimi novičkami vedno presenetite. Jaz držim pesti, no, da ne bo teh ukrepov tudi naslednje leto, da se bo epidemija nekako končala, da bomo lahko varno odšli na kak koncert in pa seveda zažurali, kot smo včasih, ko ste prišli na kak koncert in smo vsi bili evforični in pa peli vaše pesmi, ki jih znamo mimogrede še dan danes na pamet. Hvala. Mi tudi. No, super, me veseli, tako da mislim, da ni drugih ovir, samo naj gre ta epidemija za nami in pa da lahko res skupaj zažuramo. Preden pa se midve poslovimo, pa tako kot sem rekla, vrnemo se k tem videospotom, mislim, da je to letos en najmočnejših videospotov v smislu, kako bi rekla, sporočila. Tako, mene je zelo, zelo ganilo, tudi videla sem, odziv je bil neverjeten, sploh ženske, ki se lahko postavimo v kožo, nekako ste opisale, vsaka se lahko noter najde in pa vsaki da to motivacijo, da lahko nekako spelje ta dan, to bi mogla biti budilka zjutraj, no, tako bi jaz rekla. Ja, hvala, res je super odziv, tako da smo vesele Bepopovke, da nas je Rebeka povabila k sodelovanju, in s tem smo v bistvu še dodatno pokazale in ženskam in vsem ostalim, da če stopimo skupaj, smo lahko veliko močnejši, tako da ja, sodelovanje je zelo ključno, skupaj moramo držati, ker vsak ima neko svojo tekmo, pa mislim, da ne rabimo pa tekmovalnosti in pa neke konkurenčnosti drug med drugim, ker življenje hitro beži in zakaj bi tekmovali, če lahko skupaj držimo in gremo. In še močnejši gremo naprej. Res je, skupaj smo močnejši in pa še bolj močnejši bomo, ko bomo poslušali tale komad, ki nas bo nekako navdihnil in pa inspiriral, tako da jaz komaj čakam, da si ga še enkrat pogledam. Je pa zanimiva kombinacija, ne, da vas je povabila k sodelovanju, moram reči, nisem pričakovala, da boste Bebop Ladies sodelovali tudi z drugimi glasbeniki, nekako vas imamo v nekem okviru kot skupina, ampak moram reči, res super, super ideja, tako da dober projekt.
Ja, ko nam je Rebeka predstavila to idejo, smo takoj bile zaradi tega, ker tudi Rebeka je naših let, nekako ista generacija smo, pa res je tudi taka, res vsestranska, no, in tudi me tri smo vse tako res aktivne vsaka na več različnih področjih, tako da se zelo hitro najdemo veliko vzporednic, no, z Rebeko, tako da res 4 take gajsne babe. Ta prave ste skupaj, Ano lahko opazujemo, kako renovira domove in je pa res zelo, zelo pridna in pa res tudi kapo dol za njeno pomoč in pa vztrajnost. Tinkaro pa lahko marsikdo zasledi tudi v kakšnem drugem videospotu, tudi jaz sem jo imela že pri nas v oddaji in pa za soprano si mislim, da so ena res taka. Ja, Tako, Alenka, ja. Alenka, pardon, Tinkara ti pa tako, ja. Tudi zdaj, no, na Shopster TV se pojavljam kot voditeljica, tako da res smo vse aktivne, pa mogoče, ker si Ana omenila z delovno akcijo, zdaj se je začela vrteti 4. sezona oddaje in me Bepopovke smo ravno zdaj posnele komad tudi Verjamem v dobre ljudi, Ana naj jo povabila zraven, tako da to uvodno špico, ki ste jo vsa leta poslušali v oddaji, smo v bistvu zdaj preoblikovali in naredili cel komad iz tega, tako da gre tudi videospot, bomo dali ven, tako da ja, še en nov komad Bepopovk, no, Verjamem v dobre ljudi, kar je pa tudi zelo močno sporočilo, ker me res verjamemo v dobre ljudi. Tudi mi verjamemo v dobre ljudi, ki lahko potem pokažejo tako dobre rezultate, ne, kot sem omenila, vsaka na svojem področju, res ste vrhunske in pa zgled marsikateri punci in pa verjamem, da tudi komu drugemu, tako da jaz vam želim, da boste še naprej tako navdihovale. Kakšne pa imate kaj začrtane projekte za naprej? Dobro, pustimo sedaj ukrepe, ampak kakšne so želje v tem letošnjem letu ali pa naslednjem? Imate še kaj na obzorju, kake nove komade? Ja, kar se Bepopa tiče, imamo še tudi en komad posnet, ki bi moral iti ven že v novembru lani, pa ga kar nekako prestavljamo in iščemo pravi trenutek. Zdaj za 8. marec je bilo idealna priložnost, da damo tega z Rebeko ven, pa zdaj je šel ta ven z Verjamemo dobre ljudi. Tako da ja, upam, da nekje maj, junij damo še naslednji komad, predvsem pa vse tri močno upamo, da se odprejo odri, da lahko začnemo nastopati, ker to je v bistvu glavno nam glasbenikom, ne, da lahko ne nastopamo preko kamere, ampak da smo v živo z ljudmi, da lahko, in to je tudi glavni kruh glasbenikov, ne, da imamo špile, da nastopamo. Tako da ja, tega se zelo veselimo. Pa, kot sem že prej omenila, malo pogledujemo, tako si se sama spomnila, naslednje leto je 20 let, da bi mogoče kaj pripravile za to okroglo obletnico, ampak res tako, to je še res vse v povojih, ampak ja, čas pa zelo hitro beži, tako da se bomo mogli kar hitro obrniti. Ker naenkrat bo tukaj poletje in pa seveda drugačni časi, bolj topli časi, tako da tudi jaz držim pesti, da boste lahko glasbeniki spet na odrih, nekje na sončku, zunanji koncerti. Na bili špili, ja. To bi bilo res fenomenalno. Do takrat pa res ti želim, tebi in pa celi tvoji ekipi, skupini in pa tudi Tinkarji, da ostanete tako navdihujoče ženske tudi naprej. Mislim, da naredite razliko za marsikoga na popolnoma vsakem področju, ker vse pokrijete, tako da res se bi vam zahvalila, tudi tebi Tinkara, da si danes z nami in pa upam, da se kmalu vidimo tudi pod kakšnim odrom, ne samo takole preko Skypa. Hvala in lep pozdrav vsem. Hvala tudi tebi, sedaj pa si poglejmo ta videospot, v katerem tako lepo opevamo že ta čas, sicer ženska, mislim, da tudi kakšen moški bo lahko videl, kako smo ženske dejansko pomembne in pa moramo pa mi reči, tudi brez vas moških pa ne bi bilo popolnoma nič, tako da poglejmo si skupaj ta video in pa malo zaplešimo. Adijo, se vidimo tudi prihodnji teden. Čau.